Kdo je leta 2023 po oceni strokovne žirije enake sestavine po enaki recepturi najbolje zakuhal v tradicionalni grajski lonec na Starem gradu? Ja, ekipa turističnega društva Dragočajna Muše. Drugič doslej so se vmešali v običajni derbi med ekipo turističnega društva Hraše in ekipo turističnega društva Smlednik. Kaj je torej odločilo? Mogoče to, da smo združili mlade in stare moči. In da je bila ena ekipa namesto dveh. Tako je. 50 let prej je bil recept za uspeh drugačen. Bolje dve ekipi kot ena sama. 6. oktobra leta 1973 je bilo zato iz dotedanjega pododbora pri turistično-lepševalnem društvu Smlednik ustanovljeno samostojno turistično društvo Dragočajna Muše. In čeprav v imenu nimajo besede olepševalno, vsako leto še vedno poskrbijo, da so hiše v kraju cvetličene, oba kraja pa spomladi očiščena. Da sta še dodatno povezana, pa so poskrbeli s prehajalno potjo v kanjonu Zarica, ki so jo dokončali in jo sedaj redno urejajo. Ustanovitev samostojnega turističnega društva je bil dejansko predvsem odziv na potrebe kampa. Takrat se je imenoval še Kamp Zarica. Se je bilo že takrat v občini zabeleženih kar 10 000 nočitev, dobra polovica njih prav v kampu. Vas bega številka? 5-članska družina, 14 dni kampiranja, pa je že 70 nočitev. Franci Rozman, pobudnik in prvi predsednik turističnega društva Dragočajna Muše, odločitve za njegovo samostojnost ob praznovanju 40. obletnice še zdaleč ni obžaloval. Mislim, da je bilo prav, da smo se tako odločili. Kamp potrebuje vsakodnevno prisotnost, vsakodnevno delo. Sanitarna inšpekcija je namreč prav po zaključeni sezoni leta 1973 po 10 letih delovanja kamp z odločbo zaprla in zapretila, da tako tudi ostane, če se stvari ne uredijo. Zato je novo ustanovljeno turistično društvo poleg obširnega seznama nalog in ciljev, zapisanih v kar 21 točkah, sprejelo tudi obširen sanacijski načrt za ureditev kampa. Čez zimo smo uspeli gradbena dela, obrtniška dela, prestavitev recepcije iz vasi v kamp, gostinski lokal malo modernizirati, v glavnem zbrati vsa finančna sredstva, ki so se takrat štela v milijonih, in uspeli smo praktično do 1. maja. Ko je prišla inšpekcija, mislim, da je bilo 5. 6. maja, smo pritrjevali zadnje svetilke na WC-je in so nam potrdili, da lahko kamp odpremo. Ob ustanovitvi je društvo štelo 82 članov in že v prvih 2 letih so opravili kar 1500 prostovoljnih ur. Skoraj 40 let kasneje, ko jim je Turistična zveza Slovenije podelila srebrno plaketo, pa ne moremo mimo 2 dejstev, da so turizem predvsem ljudje in da gre za ure in ure prostovoljnega dela. Ki pa žal še ni cenjena, ampak to niti ni bolezen občine, mislim, da je to bolezen Slovenije. In prav to slednje, torej prostovoljno delo, je lokalna skupnost leta 2015 prepoznala za vrednoto in turističnemu društvu Dragočajna Muše podelila plaketo občine Medvode. Priznanje, da delamo prav to, kar delamo, ne? In nam daje zagon, da bomo zdaj to naprej delali še boljše, ne? Plaketa občine Medvode je prišla v času, ko je takšno zavezo dala že 3. generacija vodstvenih zanesenjakov. Osebno sem vesel, da smo to predali tudi naslednjemu rodu, da so tudi prevzeli to in vodijo naprej. Celotno dosedanjo zgodovino društva delimo torej na dvoje. Prvih 20 let je bila njegova največja skrb namenjena upravljanju in posodabljanju kampa in posledično tudi infrastrukturi obeh krajev. V kroniki društva je na primer zapisano, da je že leta 1974 organiziralo reden in kontroliran odvoz smeti, kar takrat še zdaleč ni bilo samoumevno. Zadnjih 30 let pa je delovanje društva prvenstveno usmerjeno v turistično vzgojo, urejanje okolja in organizacijo prireditev.
Po prestrukturiranju društva in društvene lastnine je namreč upravljanje kampa z obljubo, da bo zaščitila njihovo skupno lastnino in delo, prevzela novoustanovljena turistična zadruga. Druženje z ljudmi je v osnovi dobra volja, ki jo prinaša ta druženje. To je najboljši odgovor na vprašanje, kakšna je dodana vrednost, ki jo turistično društvo daje kraju. Vse prireditve pomenijo osebni stik in osebni stik je še vedno nekaj več kot, bom rekel, elektronski stik. Vas Moše je bila prvič omenjena leta 1434, Dragočajna pa dobrih 100 let kasneje, leta 1455, vedno pa kot obrobje neke večje lokalne skupnosti. Če bi se tukaj ustavila ena skupina popotnikov, Mogoče bi jih peljal loviti ribe, ko sem sam strasten ribič in pač to rad počnem. Potem bi jih zagotovo peljal na sprehod, recimo po naši potki. Prav na pobudo turističnega društva se v začetku leta v kraju pomudijo pustne šeme, da prikličejo pomlad. Konec leta pa Sveti Miklavž s spremstvom in seznamom dobrih del. Posnetki so iz leta 2016, ko so slednji dobili nova oblačila. V zadnjih 20 letih v turističnem društvu, nenazadnje je to edino društvo v teh dveh vaseh, poleg že ustaljenih okoljskih in športnih akcij, največ pozornosti namenjajo prav obujanju običajev in kulinarike. Če to dvoje združimo, dobimo najprej tipične priprave na ohcet v teh dveh krajih, v četrtek likov, ko domači fantje nevesto prodajajo, v petek postavljajo mlaj, v soboto pa še enkrat preverijo, ali je ženin dostojen njihove sokrajanke. In eno od zastavljenih vprašanj je menda tudi, ali zna ženin kuhati. Na vsaki 2 leti se člani društva zberejo na pikniku, ob večnem vprašanju, čevapčiči ali Kranjska. Vmes pa se odpravijo na enodnevne izlete po Sloveniji, zato da se seveda družijo, pa da pogledajo kakšen primer dobre prakse. Je pa turistično društvo postalo primer dobre prakse tudi za ostala turistična društva, vse od leta 2007 dalje tudi s prireditvijo Slovenski dan v Dragočajni. Ideja, ki je sad dobrega opazovanja v tujini, kjer so tovrstne prireditve že poznali. Mogoče ravno to, kar smo želeli, obdržati jedi tudi za bodoče rodove in nekateri vprašajo, kaj to je. Prav to slednje vprašanje si v društvu štejejo za največjo pohvalo obiskovalcev in dokaz, da so na pravi poti. Skuhali, spekli smo precej takih naših tradicionalnih jedi, ki jih na tem področju pač jemo, nekateri recepti so od naših babic. Skratka, zanimivo za obiskovalce od vse povsod. Tons of food, like every Christmas we have about 12 different helping, same as here, whatever. So it's wonderful. The music is wonderful. It reminds me of Polish music when I was growing up. Very similar. Everybody happy. It's great. We love it. And what did you like the most? I don't know, the sweet or The women. I come from Holland and I like this very much. Yes, I like the music. I like the sweet cakes. I like the wine, I don't like beer. Dejstvo je, da ta dan zadiši po slovensko. Vaščani Dragočajne in Mož pa še kdo se potrudijo, da predstavijo tipične jedi in pijače za ta okoliš. Več kot 40 različnih, od najbolj preprostih do bolj zapletenih, za delovni ali praznični dan. Kislo mleko, to redko kdaj dobite, samo še nekje v Bohinju gor. Tule imajo pa na temle dnevu vedno prekrasno, skupaj s polento, pa medlo, škofjeloško medlo, prekrasno je. Pa še in še, tudi take jedi, ki so bile nekoč sestavni del vsakdanjega jedilnika, sedaj pa le redko zaidejo nanj. kuhane borovnice, v bistvu kompot je to, pa star kruh noter namočen. To so včasih, ko so šli na senožet pa na njivo, pa so domov prišli, to je bilo pa uhlajeno v kevdru. Leta 2015 so eno od jedi prvič pripravili ne le v kotličkih, ampak tudi v pravi poljski kuhinji. Zdaj se pa kuha piščančja obara ali po domače ajmoht. Žličniki pa na koncu pridajo
Kuhamo jo pa v skoraj 100 let stari poljski kuhinji. No. To je še iz Prve svetovne vojne. To pa so posnetki iz leta 2016 ob jubilejni 10. uspešni ponovitvi slovenskega dneva v Dragočani, ko so gostili tudi delegacije prijateljskih mest Kre, Nida in Ponte San Nicolo. Poleg tradicionalne ponudbe jedi so ponudili še znanje o polstenju, rezbarjenju in lončarjenju. Leto kasneje pa še o pletenju košar iz leskovih šip. V celotno dogajanje je bilo vpetih že več kot 60 članov društva in njihovih simpatizerjev, tudi izza občinske meje. Nekateri se pripeljejo tudi starodobnimi vozili, delovnimi stroji. Kot predsednik društva sem seveda zadolžen v bistvu od A do Ž, ne, za vse. Če nič drugega, delim naloge ostalim članom, ki me mrljivo ubogajo in poslušajo. Jaz moram reči, jaz imam od tega, da je raj vampe. Kuham pa krompirjev golaž. Ko smo že pri vampih, raziskava med obiskovalci, ki so se pred 2 letoma trli pred kotlički, je pokazala, da jih je bila skoraj polovica za vampe. Skratka, vse do leta 2019 je držalo sledeče. Tradicionalno predzadnja nedelja v juniju, tradicionalno v kempu Dragočajna, tradicionalno tipične jedi in pijače za ta okoliš, tradicionalen spremljajoč program in tradicionalno, no pri tem pa organizatorji niso imeli nič zraven, tradicionalno kar lepo sončno vreme. Tudi 13. leta 2019 je bilo sončno vreme, le kraj in čas sta se spremenila. Slovenski dan se je prestavil na rob vasi in se zamaknil v jesen. In tako je tudi ostalo, saj je za pripravo tipičnih lokalnih jedi na voljo tudi več tipično lokalnih sestavin. Leta 2020 je slovenski dan pregnala korona, sedaj pa nas spet navajajo na tradicionalno, 15krat doslej. Mi smo dosegali eno raven, s katero smo zelo zadovoljni. In probamo ta standard ohranjati. In če smo začeli z vprašanjem, še zaključujemo z vprašanjem. Zakaj je slovesnost ob 50-letnici društva ravno v petek 6. oktobra 2023? Ne le zato, ker je to točni datum obletnice, ampak tudi zato, ker jutri za praznovanje ne bo več časa. Priprave na slovenski dan v nedeljo iz leta v leto namreč potekajo takole. Najprej imamo en sestank, ko določimo okvirno, kaj bomo naredile, potem pa pripravljamo se zadnje 2 dni. Pečemo, kuhamo, seveda največ pa zadnji trenutek. To se pravi, vstanemo že zgodaj zjutraj v nedeljo in... Lahko pa se zgodi, da bo na letošnjem slovenskem dnevu zadišalo tudi po sladkorni peni. Tole aparat smo kupili takrat, ko smo imeli pustovanje v Mošah. Zdaj smo ga pa preselili sem na tale živžav. No. Je bolj počasen, mogoče bi rabili mečkam bolj orenk aparat, ampak je super za toliko otrok, kot jih imamo. No. Je pa kar popularna stojnica tole. In kje je bila postavljena ta stojnica? Ker je junijski termin odličen za druženje, so ga lansko leto prvič rezervirali za dobro obiskan otroški živžav, letos pa za vaški živžav. In tako obljubljajo, da bo tudi v prihodnje, tik pred počitnicami. Za sladko kulinariko je med drugim torej poskrbela letos ustanovljena mladinska sekcija turističnega društva Dragočajna Moše. In še za vse goste v dvorani recept za povišanje števila članov. Trenutno jih je že 150. Da v društvo povabiš podmladek, mlade člane, ki potem za sabo potegnejo tudi starše. Ljudje se mogoče malo bojijo pristopati, ampak jih na tak način hitro prepričaš, da to ni, da ne grizemo.